Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Morda ste si za leto 2019 zaželeli, da bi rešili kakšen izziv, ki ga imate v življenju. In če je leta zdravstvenega značaja, potem sami veste, da je možnosti zmeraj veliko in veliko je tudi zmedenosti v celem procesu. Nekateri obljubljajo, dajo neko lažno upanje, spet drugi pa lahko dejansko ponudijo neko upanje, ki ima torej nek prizemljen način. V oddaji Klepet ob kavi že 5. sezono govorimo o načinih, kaj lahko človek naredi sam zase in tudi kdo mu lahko pri tem pomaga. Velikokrat govorimo z različnimi zdravilci, terapevti, bioenergetiki, zdravilci in danes boste spoznali ne samo zdravilca bioenergetika, ampak boste spoznali tudi dva zelo zanimiva primera za spodbudo vam, da se vse da, če se hoče, in kot pravi slovenski pregovor, kjer je volja, je tudi pot. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, krasno družbo imam danes. Pozdravljeni. Veselko Tomič je v naši družbi, sam pa si pripeljal tudi dva krasna primera, krasne osebnosti, ki sta potrebovala pomoč, jo pri tebi tudi dobila in danes bosta delila to izkušnjo, kar je seveda zelo pomembno. Lepo pozdravljena Nejc in gospa Marija, pozdravljena torej. Pozdravljena. Pozdravljeni. Nejc, če morda kar midva začneva, pri 6 letih pravzaprav so se že začeli izzivi. Zakaj je šlo? Šlo je za nedolžen padec, pri katerem ne bi smel zlomiti roke. Šele čez nekaj dni, ker ni bilo otekline, so me starši peljali k zdravniku, šli smo na slikanje, na rentgen, in kjer se je pokazalo, da je prišlo do anomalije, se pravi do ciste v kosti, zaradi katere sem imel trdnostno veliko slabšo kost, tako da je bilo zelo hitro sem lahko v bistvu prišlo do zloma kosti. Na to je bilo, na to smo... Veliko je bilo vseh teh procesov pravzaprav, pa temnih lisin vsega. Tako. V to temno liso so mi tudi po prvem zlomu vstavili vijake, drenažni vijaki, da je ta tekočina, ki se je v bistvu nabirala v kosti, iztekala ven. S tem je omogočil kosti, da se je začela nazaj zaraščati, celiti. Vendar ni bilo kakšnih takih, bi rekel, večjih napredkov, kljub drenažnim vijakom. Verjetno je bil to tisti ključni trenutek, da ste pomislili, da je treba mogoče še malo drugačno pomoč poiskati. Tako. Seveda moja teta je imela podobne izkušnje z gospodom Tomičem, ki je zelo pomagal, tako da me je ona zraven, kako je hodila na terapije, tudi mene s seboj vozila. In tako se je po drugem zlomu kosti začela kost hitreje celiti. Tako da so mi vijake odstranili in se pravi, imel sem samo še kontrole, na katerih so potem opazili, ko ni bilo več vijakov, ko nisem več hodil k gospodu Tomiču, da se je začela cista obnavljati. In to je bilo v roku 3 let, ko sem zaključil s terapijo pri njemu. In na to sem ga spet hodil k njemu na terapije. Moral bi iti na ustavitev drenažnega vijaka, vendar ni bilo potreben, ker je spet se kost po njegovih terapijah toliko zarasla. Se pravi... In od takrat ni bilo več. Od takrat ni bilo več. Od takrat ni bilo več. Se pravi, govorimo tukaj o enem primeru, kjer ne more obstajati nek placebo efekt. Ker se gre čisto na mehaniko, na fiziološki vpliv, na fiziološki proces za zarastanje kosti, izginotje ciste in tako naprej. Ampak Veselko, pri delu, recimo, ti si vedel, čem je problem. Problem je cista, problem je kost. A si delal direkt na cisto in na kost, ali si samo dovajal energijo in energija sama ve, kaj naredi? Takole, jaz verjamem
pa je ena teorija, da je bioenergija inteligentna. Ona v bistvu dodaja tam, kjer treba, uravnoveša tam tudi, ko treba, ampak pri mojem delu je pomembna ta vizualizacija. Jaz vedno, ko opravljam terapijo za kakšno težavo, vizualiziram, pa ni važno kako. Lahko ga vizualiziram kot kakega sovražnika na bojnem polju ali pa bilo kaj, to malo zdaj metaforično govorim. Enostavno, če vem, da je tam neka, ne vem, luknja, cista, jaz vizualiziram na način, da želim ojačati čim bolj tisto zdravo tkivo, da ne dopusti tistemu bolanemu, da se razvija, da se hrani in enostavno tako se zgodi rezultat. Mislim, generalno, tudi jaz sam velikokrat se sprašujem, na kakšni ravni se funkcionira. Ker me preseneti, kdaj je izjemno huda, težka zadeva, pa pomagaš, recimo, niti jasno zakaj, kako. Ampak vizualizacija, to, da itak sem dober prevodnik energetski, to pa itak je znano. To je znano in tudi dokazano. Zdaj že desetletje pravzaprav deluješ, hvaležni smo, da torej ravno v Sloveniji. In Nejc, če smem vprašati, ko je teta predlagala Veselkota, kakšen je bil odziv tukaj? Ma ne, kam zdaj hodil, kakšnemu čarovniku, ali kakšen je bil odziv tukaj? Ne, mogoče ravno to... Premlad je bil, morda da bi o tem razmišljal. Mogoče sem bil premlad, čeprav sem imel sam v sebi tudi tisto prepričanje, zdaj je pa moji teti pomagal, zdaj bo pa tudi meni pomagal. Zato hodim k njemu. In to potem gre od ust do ust, ne? Tako. Pa ta mladost, samo da povem, recimo, je značilno. Velikokrat neverni Tomaži rečejo, ja, pa to je pa placebo, pa to je ne vem kaj, avtosugestivnost, priprava, ker veš, da je ta človek tam tako znan, da je dober, in se psihološko že ufuraš v tisto terapijo. Ampak jaz rečem, meni je največje zadovoljstvo prav povedati in predstaviti nešteto majhnih otrok, ko imajo huda vnetja ušes, ko imajo bronhitise, astme, ne vem kakšne se težave, in jim pomaga. Kakšno predstavo in kakšen psihološki avtosugestivni moment ima otrok od leta pa pol ali 2 leti. Pridemo stricu Veselkotu in eni še rečejo Vesoljko. To je en fantek povedal in to mi je tako bilo, to mi se zdelo tako fajn. Vse ko vsaka čast, ti si me najbolj zadeval, ime si mi dal Vesoljko. Namesto Veselko, ja. Take so anekdote iz prakse, z otroci ful. Gospa Marija, tudi vi imate z gospodom Vesolkotom izkušnje. Prebrala sem tole vašo diagnozo. Kar izziv. Ja. S tem, da sta bile takrat za menoj že 2 operacije na hrbtenici, ko se pa stanje ni hotelo izboljšati. Tudi svojega osebnega zdravnika nisem takrat prepričala, da imam resne težave, sem ga zamejnala in ta nov doktor je mene poslal na ultrazvok in je bil vse narobe. Je pa res, da preden sem jaz takrat prišla do onkoloških pa do Veselkota, se mi je sesula družina, to pač veliko stresa je bilo. Veliko stresa, grozljivka. Hodič mlade, ne? Ja. In jaz sem čutila, kako zbolevam. Ni hotel iti nič na boljš. Ni bilo veselja do življenja. Ja, in res isti mesec, ko mi je razpadla družina, sem se jaz znajdla na onkološkem. Tam gor sem imela eno prijateljico, ki mi je svetovala, naj poiščem Veselkota. Baje, da je zelo dober in jaz sem takrat res šla do njega. Ampak samo povej, Marija, kakšne si imela tumorje? Jaz sem imela, meni so pol vzeli desno ledvico, nadledvično železo, tumorje sem imela po trebuhu 13, 11, 8, 6 centimetrov, pa še na levi ledvici 3 centimetrskega in je bil treba narediti operacijo celo, tako kot volka so me razparali.
Pred operacijo sem bila ene 4-krat pri Veselkotu. Tiš čas mi je nalev ledvic zginil ta 3-centimetrski tumor, mi je pa povedal, da sem čist predolg časa čakala, da nisem dosti do cajta do njega prišla, da je nujno operacijo narediti. Če smem samo jaz zdaj... Iz tvojega terapevtskega vidika, ne? To je nekako, bom rekel, poanta vsega. Veliko zdravilcev se ima za Boga. Imajo takšen močan ego, da ne morejo niti, morda ocenijo, ampak ne morejo imeti svojega ega. Trenutek, kdaj ti moraš sodelovati z vsemi tistimi, ko so pomembni, ko bi lahko pomagali. Kaj je v tem trenutku bilo pomembno? Da jaz zaradi svojega egota rečem, ne, zdaj bomo mi 3-centimetrski tumor je izginil, zdaj bomo mi nadaljevali. Jaz sem začutil, da je moment, da je zelo minut do 12 in da je boljše, da operativno se odpravijo stvari in potem seveda je zgodba nadaljevala samo na boljše. Marija je dobila vesele doživljenje, že doktor je na kliničnem rekel, da je en sonček, ko vse gre tam in vsem daje neko veselje in upanje bolnikom, a ne, ko so bili vsi v takem hudem stanju. Poanta je v tem, da reče to, kar hočem povedati. Sodelovanje, povezovanje, to sem že parkrat povedal, ta besedo povezovanje, a ne. Od te oddaje, do informacij, do kirurgov, do splošnih zdravnika, stanja v družini, odnosov v družini na delu, pa na koncu tudi enega bioenergetika, ko človek začuti, da ima vso to neko bazo, podporo in da vse to gre v prid njem, takrat pa dobi ta zagon. Drugače, če se bojo tekmovali eni z drugim, drugi s tretjim, vidimo tudi med zdravniki se tekmujejo, tudi so egoti, med zdravilci, absolutno ne vidim potrebe. Potreba je sam narediti rezultat čim boljši za tistega človeka, ko rabi pomoč. Vse drugega je, mi smo samo v službi tega. Zdaj pa, koliko bom jaz znan potem, koliko bojo radi imeli, kaj, to bojo ljudje sami. To je sekundarnega pomena tukaj. Pravzaprav v Sloveniji tvoje ime, tvoje delo pozna ogromno zdravnikov, kirurgov, da ne govorimo seveda na področju umetnih oploditev in tako naprej. Se pravi, že vzpostavljaš ta nek model sodelovanja v Sloveniji. Mučna zadeva traja, ampak jaz sam kot posameznik utiram neko svojo pot, ampak delujem tudi večpasovno za vse, recimo. In velikokrat sem slišal od ljudi, ko so meni prišli, da je tudi njihov specialist ali pa kirurg ali tisti na umetnih oploditvah povedal, ja, gospode Tomiča, slišali smo zanj, dober je. Torej, ni pomembno, da je Tomič dober zaradi tega, ker je preveč po časopisih, pa ne vem, kje. Ampak zaradi dela. Ampak da utira pot in ko vidijo tudi zdravniki, ko uradna medicina začuti, da ni tega antagonizma, da ni tega pljuvanja v eni po drugim, da ni tekmovalnosti. Tako, potem tudi bojo sprejeli, to vejo. Tu, če so neverni, ampak lahko si saj pustijo možnost, da se pokaže, da nekaj deluje. In ne vem, jaz nimam nikoli problema, nisem imel ne z ljudmi iz uradne medicine, ne z drugimi. Tudi s papežem bojda nisi imel problema, ne? Ne. Bil sem toliko mlad, da nisem razumel pomen tega dogodka, da sem jaz na audienci pri papežu, da me je poslal gospod dr. Arnaldo Zanata, ko je bil takrat na tem inštitutu v Milanu za raziskavo bioenergije. In ko sem jaz dobil to nagrado, da grem, meni je bilo to vse naravno, vse mi je bilo normalno. Če bi me pa zdaj poslali, verjetno bi malo več treme imel. Ampak to govorim, mladost se podnese. Ampak Veselko, tukaj imamo primer, ki ti je bil dan, da ga pomagaš oziroma da ga podpreš. Ogromno tumorjev na psihični, mentalni ravni, prav tako so bile posledice zaradi vsega, kar se je gospe Mariji dogajalo v življenju. To je zgodba. Ampak kot bioenergetik, terapevt, kakorkoli,
Se ustrašiš takih diagnoz, pa začneš dvomiti v sebe? Vsakrat se ustrašim. Isto kot se ustraši, ne vem, neki zvezdnik, ko gre na oder, ko ima velik, pomemben koncert. Ampak to ni strah, da bi te blokiral. To je samo en pozitivni strah. Bom rekel, neka vrst spoštovanja tudi situacije, težave človekove, v kateri je, in ko pristopiš temu resno in z odgovornostjo in z neko, bom rekel, tremo pozitivno, a bom jaz kaj pomagal, a se bo kaj temu človeku pomagal, takrat pa vidiš, da si enostavno v procesu, kateri mora biti odgovoren, ker sam človek ne pride zaradi vesela, tek tako reda radi, a ne nekomu iskati pomoč. Velika odgovornost pri vsakem primeru. Nejc, mi da sva isti letnik, a ne? Wow. Ja. 88, z maja. Lahko vam se hvaliti, ko ste tako mlada. Najni sovrstniki, veliko jih je, ki res ne verjamejo tem zadevam, oziroma se jim to zdi nesmiselno, se norce delajo iz tega, rečejo, lej, tlele je miza, če se jo lahko dotaknem, pol obstaja, če se je ne dotaknem, ne obstaja. Veselko pa neki malo roke gor, pa take zadeve, ne? Ja, ampak razloži ti enemu najnemu vrstniku, ki gre vsak vikend, pa se ga mal pa mal tam pleše, pa mu je to. Kako gledajo tvoji sovrstniki na te, glede na to, da tako hitro v življenju ti je bila dana že ta izkušnja, to spoznanje, da je nekaj več kot samo tisto, kar vidimo? Zdaj, sovrstniki, seveda, do takrat, ko nimajo težav, ki se ne soočijo s tem, vsak dvomi v to in jaz mislim, da morajo sami priti na to izkušnjo. Nikoli nisem preveč na glas o tem govoril, vedno sem sam povedal, če imaš težave, poznam človeka, ki lahko pomaga, če je še kaj naprej zanimivo. Zdaj pa njegova mama hodi, imela je hude glavobole, pa želodec in to, in je prišla nekajkrat in je super. Moja Marija pa, zato sem se spomnil na njo. Ja, jaz pa takrat, ko sem na onkološkem pristala, operacija je trajala skoraj 9 ur, da so vse to popucali. Primarij Novak je rekel, da sem sonček za cel oddelek, ne samo za sobo, ker jaz sem takrat imela toliko energije, pa volje, pa prepričanja, da ne bom šla na svet, da bi sicer črvički imeli veliko dela, ampak da še ni cajt, da bi rada videla, da vnuki, da pridejo vnuki. In se je to dočakalo. Ta mlajši moj je bil star 2 let, ko se je to dogajalo. Tako da sem z Veselkotom dobila toliko pozitivne energije, volje, moči, da tudi pomišljala nisem, da bo treba iti na svet. Ampak jaz sem se tudi zdaj spomnil, da sem se spomnil na tebe in na zgodbo in na njega in na vse to, ker ona je teta njegova. Zato, ker nisi spati mogla zdaj. Zdaj sem seveda ponovila tole terapijo malo pri njemu s pritiskom in najbrž so neki kile v ržah, se mi je ta nespečnost pojavljala res cele noči. Poprod jutru si ima zadremu. In zdaj sem bila 3-krat pri njemu, jaz spim kot dojenček. Res. A ne? Ampak to je taka manjša težava. Kar si se dala skozi. Kar sem zdaj dala skozi nazadnje. Napram kar se je takrat dogajalo, je to res odrešitev in res lahko rečem mirne duše Veselkotu. Hvala, da sem še tle. Ker primarij mi je takrat po 5 letih šele rekel, da takrat ni bil nobenega izgleda, da se bom potegnila ven. To, ki je bilo hudo. Čestitam vam, tukaj ste, živi ste in hvala lepa seveda Veselko, ti imaš prste vmes pri tem. Najlepša hvala vsem trem. Ja, takole, ne morem vam povedati,
kako težko je pravzaprav dobiti v studio ljudi, ki govorijo o teh izkušnjah, ko so skoraj ostali, izgubili svoje življenje. Koliko čustev je tukaj notri in koliko poguma je potrebnega, da nekdo pride in pove svojo zgodbo in da pove, kaj je in kaj ni in kakšna je bila izkušnja. In če se tudi sami opogumite, če imate kakšno izkušnjo, vsekakor ste dobrodošli, kajti življenjske zgodbe so tiste, ki so zares pomembne. Ali onda problem nastaje ako mi idemo sa tim, znači, sintetskim agresivnim terapijama, jer se onda njih ubija i ti teški metali se zapravo oslobađaju i ponovo ulaze u krv domaćina.